Takrat, ko pri zaznavanju oziroma opazovanju neke stvari občutiš neko ugodje, takrat pravimo, da je stvar lepa. Jasno je to pri vsakem človeku malo drugače. Ljudje smo pa narejeni tako, da kar se tiče naše lepote, nismo nikoli čisto zadovoljni. Tle se potem začne v bistvu delo avtorjev te knjige. Lepota je predvsem neka vizualna izkušnja, nekaj, kar vidimo in nekaj, kar nas prevzame s harmonijo med oblikami, velikostjo, razmerji. To je v celoti nekako prej harmonija različnih delov kot neka specifika. Zame osebno je lepota nekaj, kar me navdihne, inspirira. Bi rekla, da je lepota ni enako popolnosti, zato se mi zdi, da vse, kar me pritegne, je ravno obratno, je drugačno, je zanimivo, ampak hkrati nekako vsi elementi delujejo tako skladno. Z besedo lepota jaz povezujem ljudi, naravo, trenutke, ki te sredi vsakodnevnega vrveža ustavijo in se jih zavedno vtisneš v spomin. Ta lepota je lahko fizična, lahko je pa samo ali pa predvsem lepota življenja. Lepota človeka zame izhaja iz njegove samozavesti in zadovoljstva. In če je tak človek še duhovit in ima smisel za pomor, je zame lepota popolna. Za mene je lepota pravzaprav zelo kompleksen pojem. Predvsem bi jo rad ločil od privlačnosti in od tega, kar se lepota nekako dojema pod vplivom medijev. Pravzaprav se o tem dosti ne sprašujem, ker za mene je to tako kot zrak, ki ga dihamo, in lepota, ki jo človek zaznava predvsem izvenzavestno, podzavestno, povzroči pa neko biokemijo možgansko prijetnega razpoloženja, za katero torej niti dobro ne veš, od kje prihaja in zakaj se vzbudi. Tako da bolj kot po mojem lepoti razmišljaš, bolj kot je moraš racionalizirati, manj je ostane, in verjetno to pomeni, da takrat, ko jo dojemaš kot nekaj zelo racionalnega, to več ni lepota. Lepota, to je v bistvu težko odgovoriti meni osebno, zaradi tega, ker se mi zdi, da se notranja lepota pa zunanja nekako dopolnjujeta, se ne izključujeta ena druge. In tudi sama zagovarja to, ker je tudi zadnja kolekcija, zdaj, ko smo pač naredili, v bistvu prav to sporočilo, da ne smeš izgubiti srca. Se pravi, zame je lep človek takrat, ko živi na polno svoje življenje, ampak ob tem ne izgubi integritete, se pravi, srca ne izgubi sebe. Tako da lep človek je prijazen človek. Definicija lepote je izjemno subjektivna. Lepota ni nekaj navideznega, kar godi zgolj očem, ampak se dogaja nekje drugje, gloje v možganih, po mojem, odvisno od tako racionalne kot čustvene možganske hemisfere, in tam mislim, da se oblikujejo vse zakonitosti percepcije odnosov, nekih oblik, skladi in neskladi, in to potem razvršča naše doživljanje na to, nekaj umeščamo kot lepo ali ne lepo. Kot opazovalci opazimo samo zunanjo lepoto. To pomeni površino telesa, reliefe, barve, in to nekako kot nek reklamni slogan pri nas spodbudi pozornost, da se obrnemo enkrat, dvakrat in na koncu morda celo navežemo stike. Šele takrat se pa odprejo vrata neke neznane galerije, kjer so notri umetnine genetike, vzgoje in številnih znanih in neznanih avtorjev. Ampak ko delamo zaključke, kaj je lepotica in kaj je zver, moramo biti pa zelo previdni. Saj modri ljudje pravijo, da je včasih lahko lepotica zver in zver lepotica.